Prva vaja je vaja za moč rok. Delaš jo tako, da primaš utež v roko, nasprotno nogo daš pred sabo in boke potisneš rahlo naprej, zato da začutiš aktivacijo zadnjice. Z roko greš nad glavo z izdihom, zelo pomembno je, da izdihneš pri dvigu, zato da se medenično dno in diafragma lepo povežata, zato da hkrati, ko delaš vajo za roko, delaš še vajo za globoke trebušne mišice in vajo za medenično dno. Stranski plank je namenjen aktivaciji trebušnih mišic. Izvaja se ga tako, da se pokrči spodnjo nogo za lažjo izvedbo ali pa stegne nogo, če ste že seznanjeni z vajo. Paziš, da je komolec pod ramenom, da dviguješ in spuščaš boke, tako da je hrbtenica ves čas ravna. Torej, paziš, da ne grejo boki preveč nazaj ali pa preveč naprej, da dviguješ res v ravni liniji. Vajo ponoviš 10 na stran oziroma paziš tudi na dihanje, da je z izdihom gor, z vdihom dol. Če je vaja pretežka, enostavno pokrčiš zgornjo nogo, če je prelahka, pa spodnjo nogo stegneš. Pazi vedno, kako se tvoje telo počuti in ga opazuj. Ta vaja je namenjena aktivaciji hrbtnih mišic, ki so med nosečnostjo še kako pomembne. Elastiko si upneš za stopala, stegneš noge in zaveslaš nazaj. Pri veslanju paziš, da grejo najprej skupaj lopatice, torej ramena potisneš najprej nazaj, lopatice skupaj in šele nato potegneš komolce nazaj. Tukaj komolci ne smejo iti preveč nazaj, to pa storiš tako, da potisneš lopatice nazaj, stisneš lopatice, rame nazaj in šele nato potegneš komolce nazaj. Tudi ta vaja je za lopatice, za moč hrbta, torej elastiko potegneš čez prsa, lahko pa tudi pod prsmi. Rame ves čas tišči dol, stran od ušes, torej rame ne smejo iti gor proti ušesom, z izdihom potegneš, z vdihom sprostiš. Narediš 10 ponovitev. Vaja za moč nog za vse tiste, ki ne marate počepov. V eni roki držiš utež, z nasprotno stopiš na eno pručko in dviguješ se na tisti nogi, katera noga je na pručki. S čim manj pomoči tiste, ki je spodaj. Zadnjico daš nazaj, trup naprej in čim več teže na prvo nogo. Izdih je gor, vdih je dol.